dan vsem skupaj. Lepo, da ste prišli na to našo tradicionalno petkovo Zoom kavico. Lepo pozdravljena Anja. Moram priznati, da sem danes jaz malo utrujen, sem včeraj imel en večer v Velenju, pa sem zdajle na vse zgodaj mogel nazaj priti. Pa še ko sem na avtobusu spal, so me motili. No, malo za hec. Torej, današnja gostja je Anja Uršič, ena mlada, perspektivna punca, ženska, ne vem, ne bom povedal let, tako da jaz Anjo poznam že leta, ker sem ji pač knjige pošiljal in njej in celi družini. Tako da nekako potem je pa, ko je šla pa bomo rekli, ko so temu včasih rekli, v visoke šole, je pa potem si nehala sposojati, zato ker je pač bolj kot literaturi oziroma obvezno branju se posvetila študijskim zadevam, a ne, Anja? Ja, ampak še vedno si rada sposoda marsikaj od leposlovja, tako da. No, kaj pa najrajši bereš, kaj ti je najbolj všeč? Ja, najrajše kakšne psihološke kriminalke ali pa kakšne, ki so zelo v povezavi s kakšnimi psihoterapijami, o osebnostnem razvoju, pač zelo take bolj življenjske, no, bom rekla, probam. Kako si rekla, psihološke oziroma te zadeve, to je stvar, ko tebe tudi zanima, kar se tiče glede študija, ne? Ja, kar ja. V nekem smislu, ne, ker se ukvarjaš z tem, kako se že reče, z resursi, tem človeškimi. Pravicami in to. Jaz se v bistvu, a ne, ko sem v bistvu najprej, da se malo predstavim, prihajam z zahodne Slovenije, okolice Kobarida, za tisti, ki me še mogoče ne poznate. V bistvu tudi moja družina, moja mama je slepa in tudi brata. In stara sem 29 let. Začela sem pa potem že v bistvu pri 15 letih, no, sem potem odšla v Ljubljano, kjer sem, kakor je omenil Dušan, začela svojo izobraževalno pot. In tako sem v bistvu tukaj v Ljubljani zdaj že enih 15 let. Po v bistvu, se pravi, ko sem končala srednjo, sem se potem vpisala na mednarodne odnose, kjer je v bistvu en zelo tak, bom rekla, velik korpus literature o obsegu človekove pravice, potem neko mednarodno delovanje, kako te humanitarne organizacije delujejo. In tudi v bistvu tukaj nekako nikoli ne bom pozabila, ko mi je en profesor, Zlatko Šabič, rekel: Anja, kaj pa, če bi se mogoče usmerila, glede na to, da pač slabše vidiš, pa da poskušaš biti aktivna znotraj organizacije slepih in slabovidnih, da vidiš, kako pa v bistvu ta organizacija poskušajo mednarodno delovati. Ker rekel, tukaj je zagotovo nezadostnega manevrskega prostora, kjer se lahko poskušaš udejstvovati in to znanje, ki ga tukaj pridobiš, nekako prenesti na področje tudi oseb z slepoto in slabovidnostjo. In tukaj bom rekla, sem se v bistvu prvič, nisem niti vedela sploh, kaj misli s tem, no, takrat sem bila pač še brucka, in sem se v bistvu prvič zamislila, da bi mogoče rešila v tej smeri izobraževanje, zato sem tudi potem kasneje po mednarodnih odnosih, ne, prešla na smer v bistvu sociologije in upravljanja neprofitnih organizacij, kar pač seveda vse te zveze, društva, razni zavodi, skladi, ustanove, zadruge so, a ne, to so pač neprofitne organizacije. In ravno v bistvu znotraj potem tega področja, bom rekla, so me res začele stvari zelo zanimati, kjer sem potem kasneje našla še fokus socialnega podjetništva, kjer sem tudi magistrirala, ko sem pa v bistvu proučevala, kako se socialno podjetništvo v Sloveniji pravzaprav razvija, ker to je dosti novejši trend, a ne, in sem gledala, kako skušajo neprofitne organizacije preoblikovati nek svoj tržni del oziroma tržiti, da si zagotovijo neko večjo finančno stabilnost. Ker pri socialnih podjetjih, a ne, v bistvu se gre za to, da poskušajo preko prodaje produktov, storitev nekako si zagotoviti to večjo stabilnost in avtonomnost od države.
neprofitne, ne, kot vemo, so pa še vedno zelo velik delež predstavljajo seveda donacije in recimo sredstva z javnega sektorja, potem občine, ki namenijo sredstva. Tako da v bistvu preučevala sem, kako ravno naša društva za slepe in slabovidne v Sloveniji in zveza mogoče ali kaj razmišljajo v tej smeri, ne. Pa mogoče še malo ugotovitveno, kaj sem ugotovila, da v bistvu je kar zelo, bom rekla, neke, na žalost, neke dosti stagnacije, no, na tem področju in da ne gremo v tej smeri, kar v bistvu prihodnosti, no, mislim, da je tudi tukaj zelo pomemben ključ za nek uspeh oziroma trajnostni razvoj organizacij. Tako da je to malo z tega izobraževalnega področja. Potem pa, ne vem, jaz pa moja kar prešla na mogoče delovanje Evropske zveze, da vam malo bolj okvirno povem, zakaj zaprav gre. No, Evropska zveza slepih, to je mednarodna organizacija, ki predstavlja krovno organizacijo, ki vključuje več kot 40 nacionalnih zvez, ne, tudi naša zveza, slovenska, ne, je v bistvu članica tega EBU-ja, ne, European Blind Union. Je pa naša zveza tudi članica, kratica je WBO, ne, to je pa World Blind Union, svetovne organizacije slepih. In jaz poskušam biti pa ravno bolj dejavna v okviru te Evropske zveze slepih, kjer gre predvsem za, bom rekla, na neki evropski ravni zagovorništvo za pravic slepih in slabovidnih. Recimo sodelovala sem recimo tudi v Bruslju, no, na konferenci, kjer sem vsa kot predstavnica naše slovenske zveze, kjer v bistvu Evropska komisija, tako da vam malo približala, kako v bistvu deluje, ne, znotraj Evropske zveze. Recimo skličejo, se pravi, konferenco in predstavnike neprofitnih organizacij in se potem recimo vsakih 10 let oblikuje Evropska strategija invalidnosti. Ravno, se pravi, letos, ne, maja, je bila oblikovana nova, ki bo, se pravi, od leta 2021 do 2030 in v bistvu, ravno v okviru teh strategij poskušajo predstavniki različnih organizacij zlobirati za neke pravice oziroma izpostaviti področja, ki so še problematična oziroma kjer naj bi se nekako bolj osredotočili, večjo neko učinkovitost zahtevalo. Naj bo to, ne vem, zaposlovanje oseb z invalidnostjo, potem njihovo kulturno, športno udejstvovanje. In recimo ravno letos, ne, je bila tudi evalvacija na konferenci, pa ravno na v bistvu, kako je COVID vplival na recimo osebe z invalidnostjo in kako bodo potem recimo organizacije poskušale preko teh sredstev Evropskega socialnega sklada in drugih skladov, ki namenjajo sredstva, kako bodo recimo poskušala izboljšati, no, ta položaj, ki se je recimo pojavil pri življenju slepih in slabovidnih kot posledica teh protikoronskih ukrepov, neke izolacije na področju izobraževanja in tako naprej. No, sama recimo pa sem tudi, se pravi, članica v okviru Evropske zveze slepih EBU skupine, to pa je skupina 4 mladih, ki smo bili izbrani, se pravi, na podlagi bili so prav razgovori in smo v bistvu, se pravi, jaz iz Slovenije, en fant iz Hrvaške, ena punca iz Bolgarije in eden iz Estonije. In ravno nas mlade, recimo pa nas Evropska zveza v okviru tega projekta, ki traja že 3 leta, zdaj se počasi zaključuje, ampak nekako bo tudi še naprej se razvijal in se bo tudi, bom rekla, se bomo še naprej vključevali, no. Gre v bistvu pravzaprav, da so nas izobraževali za kako v bistvu mladi naj bi se vključevali v vodenje oziroma neke vodilne procese znotraj organizacij za slepe in slabovidne. In seveda tudi z vidika, kako pritegniti čim več mladih, da bi jih zanimalo delovanje
neprofitnih organizacij, da bi postali lahko prostovoljci, da bi neke iniciativne projekte prijavljali. In recimo zdaj bom čisto en tak output oziroma konkreten rezultat povedala, kaj recimo nas so naučili, ker recimo tega mene pač na faksu niso, kako prijavljati recimo projekte na, se pravi, oni so nas učili na tej višji ravni, se pravi na Evropski komisiji, a ne. Se pravi, kako se projekta lotiti, kako je treba oblikovati time znotraj tega, kako potem partnership, se pravi te partnerske organizacije poiskati, in v bistvu potem seveda v končni fazi ta projekt lansirati naprej in seveda pač upati, da bo sprejet ali ne, a ne. In bom rekla zelo neka taka uporabna znanja. Potem recimo zelo uporabno znanje, ki so nam ga dali, je bilo tudi, kako voditi kampanje o ozaveščanju pravic slepih in slabovidnih. Se pravi, učili so nas bolj kako na neki mednarodni, evropski ravni, ne, kjer se sklicujemo seveda vedno na ta CRPD, a ne, Konvencija o pravicah invalidov, in seveda tudi druge nepomembne evropske akte. In kako v bistvu potem preko tega poskušamo neki širši javnosti, naj bo to laična ali strokovna, ne, seveda pomembno je, katero targetirano skupino oziroma populacijo zberemo, kako potem v bistvu posameznikom približati neko problematiko slepih in slabovidnih, jim nakazati rešitve. In seveda, ali bodo to razni videi, brošure, neke politične kampanje, pač seveda različno, katero v bistvu orodje, ne, zberemo. Tako da to, potem v okviru tega projekta pa sem letos imela tudi možnost, se pravi, sodelovati na njihovem upravnem odboru, ki je bil v Franciji. In lahko rečem, res zelo super zadeva, ker res od znotraj nekako vidiš, kako organizacija deluje, a ne. Seveda pač preko teh projektov, kjer sodelujem, poznam, a ne, organizacijo, ampak čisto nekaj drugega je, ko prideš v neke, bom rekla, take odločevalske organe, ko pač res vidiš, kako se zadeve sprejemajo, kako potekajo. In rečem lahko, da res zelo taka, zelo fajn izkušnja in da tudi dobiš nek tak notranji uvid oziroma pogled neke nove stvari, kako oni v bistvu odločajo, da potem v bistvu tudi mogoče probaš to seveda na svoji nacionalni ravni, a ne, pri nacionalni zvezi nekako uvesti, mogoče pač počasneje, ampak pač nekoč, tako da, ja, res take zelo praktične zadeve, no. Tako da, ja, zdaj ne vem, če imaš še, nočem nekih monologov imeti, ker to sem jaz dostikrat na fakultetah poslušala, pa mi je tako, bom rekla, monotono, kdaj koncentracija pade, pa imam zelo rajši tudi kakšna vprašanja, da je več interakcije, pa tako, no. Adja, v redu, super, super, zdaj si mi vzela pol ure, ne, svojim monologom, ampak je bilo super, no. Jaz sem se prav bal te kavice, sem rekel, pravzaprav midva se zelo malo poznava, a ne. In sem rekel, sem si sicer pripravil, tukaj imam cel kup listov, ne, nekaj od tebi, nekaj sva midva, tako da ni problem tega. Slavica je dvignila roko, ampak še prej je Brane se najavil. Brane, prosim. Anja, lep pozdrav, dve kratki vprašanji. Ja, povej. Koliko je slepih v EBU-ju, v teh 40 državah, in pa, recimo pa ta IBJUT, ko si rekla, ne, je prav zanimivo, da so 4 predstavniki Slovenije, Hrvaška, Bolgarija, Estonija, noben iz Zahodne Evrope. Ja. Je to v ozadju ali? V ozadju nič, gre se v bistvu tudi za to, kako je v bistvu ta sam selektivni proces potekal, in jaz mislim, da tudi za strani nacionalnih organizacij zelo večini mladim sploh to vabilo ni bilo posredovano. To sem kasneje šele potem v bistvu izvedela, ko je bila znotraj tega IBJUT skupine, je potem bila pa še neka večja skupina in zelo mladih takrat sploh ni vedelo, da je sploh prišlo do tega selektivnega procesa. Tako da tukaj mislim, da je dostikrat tudi pride do neke malo slabše povezave med IBJU že posreduje, ne, nacionalnim zvezam ta svoja vabila in recimo projekte, ne, ki jih oblikujejo, ampak potem pride tudi do nekega mankota tam, ko v bistvu nacionalne zveze posredujejo svojim članom.
Tako da jaz mislim, da je bilo ni neke večje, bom rekla, politične teorije odzadaj, tako da je bolj Koliko je zdaj zgodno. sklepih v IBU-ju? Kako? Koliko sklepih je v EBU-ju? Ne gre se 55 milijonov. v bistvu oni tako, ne gre se koliko jih je ker se gleda samo nacionalne zveze so članice, potem je v bistvu koliko v bistvu članov ima vsaka članica, ne. Tako da zdaj prav cifre, koliko je točno, ne, pa če ne vem. Tega organizacijskega, bolj z tega organizacijskega vidika vem. Anja, včasih je bilo, da nas je 55 milijonov. Ja, no. Slavica, izvoli. Pozdravljena, Anja. Ja, zdravo. Zdravo, midve sva se z Anjo srečali v bistvu že pred leti. Mene je namreč z te uredniške plati dregnila Anja, ker je bila punca, željna znanja, radovedna, tako mislim, res taki ljudje so mi res všeč, no. Pa moram reči, da jih je med našo populacijo ni ravno veliko, ne. In takrat sva naredila en tak luškan intervju, no, in res njena področja zanimanja so res tako kar precej obsežna, ne, in tako da res bravo, Anja, čestitke, dobro napreduješ. Zdaj pa eno vprašanje, mene zanima, res se večkrat, ko spremljam te dogodke, vse dogodki so v okviru projektov. Kako ti razmišljaš o projektih? Recimo, jaz sem velikokrat prišla do spoznanja, da je dostikrat prvi vrsti denar, šele potem rezultati, da ko denarja zmanjka, tudi muzike zmanjka. Tako da daj čisto tvoje osebno mišljenje, ker vidim, da si aktivna na teh projektih, kako razmišljaš? Ja, jaz glede projektov bom tako rekla, seveda na neki prvi točki, a ne, denar je ključnega pomena, ker drugače ti projekta ne moreš izvesti do konca. Je pa seveda, bom rekla tako, pri projektu jaz bi vedno gledala, da neke končne rezultate občuti, se pravi populacija, kamor je to namenjeno. In da je to recimo, se pravi, projekt za dvig kakovosti življenja slepih in slabovidnih, bi vsekakor res gledala, da cilj projekta ne bo zgolj, da so organizacije aktivne, da oblikujejo svoje networke, ampak da res pride nek končen rezultat tudi do uporabnikov. Ker, bom tudi sama rekla, recimo tudi sama sem letos poskusila na enem razpisu v Ameriki in sem bila sicer med 70 prijavljenimi izbrana med 14 najboljšimi, ampak dlje pač kot to nisem prišla, ampak za prvič sem rekla, je to super. In jaz vedno, ko prijavljam projekt, ga res prijavim z namenom, da je na koncu dobrobit za populacijo, kateri je to namenjena. Seveda so znotraj tega tudi bojo vedno neki posredni cilji, ne, prepoznavnost organizacije, promocija, kaj se dela, ampak a ne, vedno, jaz mislim, da je pa ključnega pomena, da se pravi v tem primeru, kar jaz prijavljam, da slepi in slabovidni res dobijo nekaj, kar lahko rečejo, evo, ta projekt pa je bil srčen konec koncev, ne. Ker kaj imam jaz rada, recimo tudi sama sodelujem, ne, pri projektu In planinec, ne vem, če poznate, ne, ki je v bistvu znotraj tega slepi in slabovidni. Smo imeli pogovor, ja, prejšnji teden. Super. No, in a ne, ravno to, ko v bistvu je nam omogočeno, ne, da lahko lepo gremo v hribe, nam zihtajo spremljevalcem vse, pač mi smo na koncu tisti, ki rečemo hvala, ne, ker je res vplivalo na naše zadovoljstvo, da nam je omogočilo neko športno udejstvovanje, ravno to, a ne, da na koncu lahko posameznik reče, to pa je bil projekt za nas, ne pa za organizacijo. Z tega vidika jaz gledam projekte. Ja, super. Ja, jaz sem hotel za začetek tole predvajati, to, kar je bilo na tem, no, kje si se share screen? Kaj zdaj? No, ok. A se vidi zdaj to? Se sliši? Jaz nič. Jaz tudi ne. Čakaj, moram jaz tale share screen. Zdaj, da bomo mi videli, boš mogel se zelo potruditi.
Ja, to je res, ja. Ampak saj, da boste saj slišali. Ja, sam se nič ne sliši. Ja, sej, Ne, nič se ne sliši, nič. se bo. A lahko kaj pomagamo, Dušan? Pozaj, kaj boš? Nič. Nič. Nimaš zvočne Ne, kartice, ne, nimaš neki urejen. Ne bo več, ne bo šlo. Ne, ko običajno, pa sem pa zelo nekaj zamutil. V glavnem, hotel sem reči, da me je Na zelo... odru, da, takrat. Kako? Ko je bila na odru. Ko je bila na odru, ja, v dvorani in ni. Tudi ne. Ne bo šlo. Okej, v redu, pol sem pa nekje. Skratka, zelo me je impresioniral, ne, ta tvoj v bistvu nastop, tako samozavestna, poveš, da deluješ v mednarodni zvezi in ta doktorska, študentska, pa sem pol rekel, da bi se pa s tabo pogovarjal v tej smesni, a ne. Zdaj ti če grem čisto na hitro, a ne, zdaj najprej si naredila zavod klasično gimnazijo v Škofja Loki. Misliš Škofja Loki Škofijska klasična gimnazija, ja, pardon, ja. Kako je bilo tam na tam je bilo že nekaj slepih, ne? A si imela kakšne probleme? Ja, tam pred mano, je pa že, mislim, da 1 ali 2 sta že bila, ja. Tako da sta ti utrla pot in sta v bistvu... Za mene v bistvu tam, bom rekla, sem bila res zelo lepo sprejeta. Seveda pač pridejo kakšne ovire, pa da se moraš kaj dogovarjati, ampak to je pač normalno, ne. Tako da ne, super je bilo tam res. Ko sem šla ven, sem jokala od sreče. Kaj pa na fakulteti za družbene vede v Ljubljani, mednarodne odnose, ne, ampak to te ne zanima, ne, si rekla. Ja, mednarodni odnosi so bili pa tako, ne, potem je bilo pa že malo preveč politike, tako da, a ne, zato sem potem bolj šla v, bom rekla, to, družbene problematike pa, a ne, bolj ta... Človeških upravljančih virov, organizacije te zaveze, ne. Ja, tako, a ne. Tako da, no, na fakulteti pa tudi nekih večjih tako težav sploh nisem imela. V bistvu res ne, no, tudi profesorji, v bistvu, če gledam, no, tako res zelo pozorni, vzeli si tudi dodaten čas. Nikoli ne bom pozabila, recimo Brglez, ne. On mene pred izpitom rekel, Anja, pridi do mene, pa bova 1 uro prej šla vse skozi, da boš vsaj točno vedela, ne, recimo v skripti, na čem je poudarek. Ker je pač vedel, da recimo mene branje bo vzelo več časa kakor drugama, ne. In res zelo taki, ne vem, no, saj sem imela tudi s kom, mogoče bom rekla, bolj neke intrige, ampak se je dalo vse zmeri rešiti, no. A veste, saj vse povsod bo kišena neka bo kaj bolj zakompliciral, ampak ne, res zelo, tudi recimo zdaj, ne, na doktorskem, dobro, res da je to čisto drugače, ne, ker se bolj se z mentorico, pa so mentorico pogovarjaš in tudi konzultacije, ne, so drugačne kakor pač obični predmeti, a ne, pa predavanja, ampak mi grejo res zelo na roko, namesto, ne vem, da me pošljejo v knjižnico, mi pošljejo v e-obliki, če se le da. Tako da res zelo odprt, no, tudi res kot fakulteta, profesorji. Lahko nekaj vprašam? Ja, Ja, pozdravljeni, Zlatko tukaj. Jaz vas ne poznam, no, sej v glavnem, a ste slabovidni, a ste... Slabovidni, ja, zelo slabovidni. Slabovidni ste. To se pravi, da vas je oviral vid pri samem študiju, a ne? Ja. Da ste imeli potem pomoč, no, glede na to, da ste bili na Škofijski klasični, me je poznala, ne, ker je moja hči tudi tam še študirala. In vem, da vam je povedala tudi nadaljnje smernice oziroma znanje za naprej, zato ste tudi tako daleč prišli kot ste, ne. Kot kaže, ampak ta tema tudi mene malo zanima, zato sem se tudi zraven povezala, da malo poslušam to zadevo. Zato sem vprašala za to, kako. Hvala. Ja, izvoli, Joža. Mene pa zanima, Anja Uršič, lepo pozdravljam, jaz se drugače osebno ne poznam, ampak me pa zanima, ona, ki je hodila na to klasično gimnazijo, pa kako so se pa sošolci do nje
obnašali glede na to, da slabo vidi. Ker sem slišal marsikakšne primere, da si posnemte na kaseto gradivo, da ne pisati na Braillev stroj in podobne stvari. A to za škofijsko klasično Šentvid? Ja. Aha, zanimivo. Čisto drugačne izkušnje, pa to toliko, ko poznam, ko sem se menila, noben mi to ni rekel. V glavnem pri meni je bilo tako, da sošolci so zelo sprejeli v bistvu mojo slabovidnost, tudi mi pomagali, enako pač profesori, in nisem naletela res, če že primerjam, ne srednjo pa osnovno, bi rekla, da je bilo osnovni več nekega na momente tega bullyinga, ne, oziroma izpostavljanja moje slabovidnosti, oziroma tudi hecanja na to, ne, ampak v srednji pa res lahko rečem, da z nobene strani. Zelo sprejeto. Je pa res, da pač jaz tudi, jaz svoje slabovidnosti pač ne skrivam, odprto sem povedala zmeri, kar sem kaj rabila. A veste, jaz mislim, ne vem, no, jaz bi rekla, da glede tudi na pristop, so tudi kdaj potem mogoče kakšni odzivi, no, ampak tam, tako, no, bom rekla, res zelo, 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 zelo pozitivni odzivi. Ti, daj mi povej, bila si tudi au pair, ne, se pravi varuška v Španiji, ne? Ja. Ti tudi si ljubiteljica španskega jezika, ne, zelo ljubim španski jezik, ne. Kako je pa to izgledalo? A je družina, v kateri si šla, so vedeli? Ja, to pa tudi, ja. No, to mi je zanimivo. Ja, to je bilo pa tako, da v bistvu ta au pair, ne, to je tak platforma na internetu, kjer v bistvu mladi, če hočejo recimo kaj dodatno zaslužiti ali pa nekaj bolj, bom rekla, v tujino iti, ali pa neke izkušnje z otroki dobiti, ne, se prijavijo na to platformo in potem grejo. In jaz sem v bistvu tam družino, v kontakt s to družino tam stopila in smo se najprej slišali preko Skypa. Seveda pač najprej ni bilo kaj dosti jasno, koliko vidim, kaj rabim, a bom sploh lahko 3 otroke pazila. V bistvu tukaj je šlo bolj za, da sem jih pazila pa angleščino naučila. In potem nekako, no, pa smo se dogovorili, ta družina ni imela nekih zadržkov, no, ko sem povedala pač, da slabše vidim. In tudi recimo tja sem potem šla sama, pač asistenco sem se zrihtala na letališču in tam v Barceloni so me pa ta družina me počakala. In sem v bistvu potem njih bila kot au pair, kak mesec pa pol, en mesec mislim, da. In res zelo taka, res posebna izkušnja, no, tudi otroci, res lepo vzgojeni, pomagali, če smo šli na sprehod, ko so tudi oni navadili, ne dobili tisto občutek, kje kaj vidim, kaj ne. Tako da res, vse potem v bistvu, ne, ta družina, ne, me potem pa njihova mama, ne, rekla, Anja, kaj če bi ti prišla pa še na usposabljanje, ne, v Španijo, v okviru študija, pa sem tako, no, jaz pa ne vem, ne, in pol tako, no, sva kar šla na univerzo, pa sem tam že v bistvu spoznala, kje naj bi delala, ne, v mednarodni pisarni za sodelovanje, pa sem rekla, se bomo, ne, prijavila, pač, mogoče pa dobima, ne. In sem v bistvu potem naslednje leto sem šla pa za 2 meseca pa še v bistvu na to praktično usposabljanje v pisarno za mednarodno sodelovanje. V Viku, no, to je pa eno mesto tam zraven Barcelone. Ja, to je tako, ja. Ja, Anja, bravo, res navdušuješ s svojo drznostjo, smelostjo, res neverjetno je. Kaj pa tale zaposlitveni trening v Italiji, ko si napisala? Kaj pa to bilo? Ja, to je bil v bistvu moj prvi stik z IBU-jem, no, s to Evropsko zvezo. Pa je bilo tudi tako, Polona me poklicala pa rekla, če grema, ne. Pa tako, no, jaz pa ne, tujino imam rada, bom pa šla, ne, pa da bom videla, kako bo. In seveda za te treninge, ne, v tujino tudi, ko grem, ponavadi vzamem, si tudi sama zrihtam, no, ali dam na prostovoljstvo.org ali pa na te druge spletne strani, kjer se da dobiti, da pač iščem spremljevalko za v tujino, ki bi me spremljala na raznih seminarjih ali pa konferencah, v tem primeru ne na treningu. In je šla potem v bistvu z mano ena punca in tako je bilo pa, se pravi, da so nas pa, se pravi, pripravljali, se pravi, kako potekajo, kaj recimo, na kaj so pozorni kadrovniki, ko nekoga zaposlujejo, potem
recimo tudi potem recimo bolj pri nekem delu, če hočemo se zaposliti v mednarodnih organizacijah, na katere stvari bolj biti pozorni, katero stopnjo jezikov preverjajo. Tako da smo imeli, bom rekla, nek tak, kako pripraviti učinkovit CV, take zelo praktične zadeve, ne, ker takrat, to je že več kot 10 let nazaj, je bilo res zelo tako, no, zelo praktično, no, res, oziroma ne manj, ampak ja, 6 let, 7, že zelo. Ker vem, takrat sem bila še vsa zelena, pa nisem sploh vedela, kam grem. Tako da, take praktične zadeve, no, so nas bolj učili. Ti si magisterij si delala, če prav vem, vpliv socialnega podjetništva na delovanje slepih in slabovidnih oziroma razvoja. Ja. In kako lahko v kratkem poveš, kaj čisto? Ja, saj to pa, kar sem že prej omenila, da na žalost, ne bom rekla, so slovenske neprofitne organizacije še zelo tako, bom rekla, konzervativne. Ne dopuščajo nekih, bom rekla, mogoče novejših prijemov, nekih strategij, tudi z vidika, se pravi, socialnega podjetništva, ne, kjer gre, se pravi, ravno za to, ne, da se v bistvu poveča neka finančna stabilnost z vidika dviga te stopnje komercializacije. In ravno to me je žalostilo tudi tako, ko sem videla, da kar dosti društev, no, zgolj bom rekla, upravičujejo nek svoj obstoj, no, ni neke, bom rekla, res nekih aktivnosti, kjer bi res posamezniki imeli nek, bom rekla, nek večjo dobrobit, no, od tega. A pa misliš, da je to... Mogoče se to sliši za koga kritično, sem pa če spovem, ne. A misliš, da je to posledica tega, da razmišljajo na tem področju prvič, vsi ti projekti so plačani, ne, v nekem smislu iz države, iz FIHO, kakorkoli. Po drugi strani je pa miselnost ta, da pravzaprav nevladne organizacije ne smejo profita ustvarjati. Ja, seveda, ne, tukaj gre za to, da ga ne smejo, ampak gre se v bistvu za to, da nek določen delež pa je lahko komercializiran, kar seveda ne pomeni, jaz tukaj zmeraj poudarjam, tudi če gre za neko vrsto komercializacije, dobrobit uporabnika oziroma članov bo vedno na prvem mestu. To pač je, bom rekla, nek temeljni steber neprofitnih organizacij, to bom vedno poudarjala. Problem pa seveda pride, ko začnejo posamezniki, ja, mogoče res, ko začnejo iti zgor v smeri komercializacije, ko začnejo zoperstavljati potrebe, recimo, ne, svojih članov. Tukaj je pa seveda druga problematika, ne. Ampak tukaj je seveda vedno, kater prijema, ne, vodstvo vzame. Se pravi, če bi zveza ustvarjala profit, ta profit ne bi smel iti za plače, ampak zgolj za projekte oziroma za slepe, ne, ali kako? Gre se v bistvu za to, da profit, ki je itak ustvarjen, ga organizacija ponovno reinvestira v razvoj. Zelo velik poudarek je, da se gre tukaj za razvoj neprofitnih in da ne ostanejo na istem mestu. Se pravi... Plače pa seveda itak, da se gre, ker je določen delež vedno namenjen tudi za plačilo svojih uslužbencev. No, seveda, ne, saj če delaš, pač moraš dobiti za plačo. Ja. Lahko tle nekaj vmes vprašam. Izvoli. Kako potem pa ti razmišljaš o komercializaciji invalidskih humanitarnih pač organizacij, glede na zakon o spremembi loterije in vse to, da kot kaže v bodoče ne bo denarja več z te strani, ampak manj. Ja, tako da, mislim, bo verjetno treba neki korak v to smer narediti, ne? Je se prav, na eni strani, ne si, če pogledamo, recimo, zveza malo gre pač že v tej smeri, ne vem, za oddajo nekih prostorov, ampak seveda tukaj je treba vedno gledati, da ni potem tudi uporabnikom odvzeta oziroma da je zmanjšan ta obseg storitev za uporabnike. Zato bi jaz zelo rajše šla, recimo, da neprofitne organizacije dodatno lahko, če bi prišlo do neke storitve, ki bi jo, recimo, kišen slep ali pa slaboviden, ki bi se lahko zaposlil, nudil, da bi v bistvu dodatno neprofitne organizacije lahko ustanovijo, se pravi, socialno podjetje, kot nek del
ki v bistvu ga se pravi podpira, ne, ali s tem, da se pravi zaposli določene slepe ali slabovidne, nudi storitve zanje, pač odvisno potem, v katero smer ne se gre. Vsekakor pa se ne strinjam, da recimo bi se komercializirale neke stvari na račun, da je potem odvzet nek obseg, recimo, ne vem, da oddajo, ne vem, recimo sobe in potem se ne morejo uporabniki oziroma slepi in slabovidni ker je oddajano drugim, primer, ne. Pač treba je neko sorazmerje najti, to. Se pravi, v redu, zdaj doktorski študij pa delaš iz zaposlovanja slepih in slabovidnih, ne? To je pa spet, to je pa ena taka, bom rekel, ena zanimiva tema, ne, ki je pravzaprav, ko smo se mi na to pogovarjali, sem jaz kar malo eno skepso izrazil, ne, okrog tega, ne. Daj povej, no, kaj pravzaprav je tukaj, vemo, da je družba še pravzaprav ni nekako sprocesirala to, da je zaposlovanje slepih oziroma sploh invalidov, ne, da je perspektivna zadeva oziroma da je pravzaprav bi mogla, ne, ampak nekako se to kar odriva, ne. Ja, no, se pravi, jaz v bistvu to, če bom preučevala, naredila bom mednarodno komparativno študijo, kjer bom v bistvu vključila 3 države, se pravi na podlagi njihovih različnih sistemov države blaginje in bom vključila Slovenijo, Švedsko in Španijo. Znotraj tega bom pa seveda potem probala celovito primerjati različne pristope zaposlovanja. Ker namen je, ne, da v bistvu pridem do res nekih, bom rekla, seveda do točnih rezultatov že vem, ne bom prišla, ker je omejeno že recimo pridobivanje podatkov, ker je zelo slabo evidentirano glede zaposlovanja posameznih kategorij oseb z invalidnostjo, se pravi recimo tukaj, ne, slepih in slabovidnih. A tukaj pri nas ali na splošno? Na splošno, kar na splošno, v celi EU. Ampak no, vsaj do v bistvu pač nekega približka ocene pa pač vsekakor nameravam priti in sicer tako, da bom, se pravi, zajela različne pristope, a ne, se pravi od zaposlitvene rehabilitacije, zaščitne zaposlitve, podporne zaposlitve in seveda potem kvotnega sistema. Kot zadnji trend, da nekega bomo vključila pa seveda trend socialnega podjetništva. In ravno v bistvu skozi ta celovit pristop, no, bom poskušala priti do nekih, bom rekla, ugotovitev, ki bi mogoče nakazovale na nadaljnjo, kateri recimo pristopi so bolj učinkoviti kot drugi. Ker sedaj, ko nimamo nekih, bom rekla, rezultatov, kateri pristop je največ zaposljiv, recimo slepih in slabovidnih, težko govorimo o neki učinkovitosti ali pa katerega bi bilo izboljšati, v katerega bolj vlagati. In seveda pri tem bom pa tudi poštevala razne indikatorje, kot so segregacija, integracija, ker za mene recimo pristop, bom rekla tako, nekega socialnega podjetja, ko posameznika recimo za slepoto, segregira od družbe in ga tam zaposli na neko, bom rekla, nižje delovno mesto ali pa slabše plačano, vsekakor ni pač kljukca in ni v redu. Tako da bo zelo skozi neko tako kritično paradigmo obravnavancev pristopno. Ne bi šla pa v neke akademske podrobnosti, ker... Ne, mislim, a lahko tako čist na hitro poveš razliko pri zaposlovanju invalidov med temi 3 državami, ki si jih omenila, Švedske, Španije pa Slovenije. Zdaj ni treba iti v podrobnosti, ampak samo da... V podrobnosti ti tudi, če ne morem iti, ker raziskovalnih obiskov nisem še imela, da ti lahko zgolj okvirno povem, zakaj so recimo te 3 bile izbrane. Pa zakaj te 3? Ja, se to. Se pravi, primer recimo Španija, ne, sem izbrala zato, ker gre za zelo ta biznis model. Oni imajo, se pravi, večino slepih in slabovidnih je zaposleno v okviru verige ONCE, ne, ONCE je ta njihova Organization Nacional de Ciegos Españoles, se pravi organizacija za slepe v Španiji. In ima zelo močno verigo, bom rekla, raznih hotelov, trgovin, potem, ko prodajajo te loterijske srečke. In v bistvu oni sami, neprofitna organizacija, ampak to seveda vemo, ne, on se je tako, primer, ne vem, res zelo uspešne organizacije za slepe,
ki je zelo močna, ne, tako finančno kot organizacijsko. In oni ravno v bistvu sami poskrbijo za zaposlovanje svojih slepih in slabovidnih. Seveda so tudi določen delež, ki tekmuje na odprtem trgu, ampak večina se zaposli znotraj teh njihovih shem, ne, ki jih sama organizacija ponuja. Potem recimo švedski model, ne, se gre pa, se pravi, za, kot vemo, skandinavski model države blaginje, in gre pa v bistvu za to, da posameznike zelo poudarjajo ta sheltered employment, ne, to je, se pravi, zaščitno zaposlovanje, ko v bistvu pač ena organizacija, mislim, da Sanhali recimo zelo znana, so zelo zaščitno, bom rekla, usmerjene, kjer so posamezniki na nek način že itak prejemajo zelo visoke prejemke za recimo invalidnost, in potem nekako jih zelo, bom rekla, kar ukalupijo v te organizacije in ne tekmujejo toliko na odprtem trgu. Kljub temu, da je seveda to država, ki zelo spodbuja enakopravnost in tako, ampak za slepe in slabovidne gre zelo za zaščitno zaposlovanje. Medtem ko recimo pač Slovenija, pa recimo, se pravi Švedska, tudi razlika, potem sem gledala, ne, nimajo niti kvotnega sistema, medtem ko Slovenija, Španija imata. In potem v bistvu znotraj tega ne bom pač primerjave delala. Recimo Slovenija ima pa tudi v bistvu te različne pristope, zaposlitvena, kvotni, ampak pustimo kvotni, ne bom zato, ki o tem niti šla v podrobnosti, gre bolj za to, da grejo skozi zaposlitveno rehabilitacijo in potem se jih usmeri v podporno ali zaščitno. V bistvu dosti primerjave z Švedsko, zato. Medtem ko Španija ima pa čisto svoj model. Ja. Če smem. Ja, izvoli, Branki, tebi sem hotel dati besedo, ja, izvoli. Ok. Verjetno veš, do sedaj najuspešnejši način zaposlovanja slepih je bil prednostno zaposlovanje slepih telefonistov. Ja. In če si to poznaš, 1976 je bil sprejet samoupravni sporazum o prednostnem zaposlovanju slepih telefonistov, ki je nalagal, da če ena firma razpisala prosto delovno mesto in se je prijavilo več telefonistov, se je prijavilo več kandidatov, med njimi en slep, je firma morala sprejeti slepo osebo za telefonista, to je ta pozitivna diskriminacija, ne. Je pa ta jasno preživelo, ker je delovno mesto telefonista praktično ni več, ne, in pa tudi formalno je ta samoupravni sporazum prenehal veljati z uvedbo kvotnega sistema po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju. Ampak ti se prej nekaj namignila na tak kvotni sistem. Moje mnenje je, da je ta sicer dober, vendar podjetja zapolnijo to število z lažjimi invalidi. Res je. In ti težji invalidi, pa tudi več potrebno tehničnih pomočkov ne najdemo noter, in jaz menim, da je morali v smeri izboljšanja kvotnega sistema nekaj let ne pustiti takega, kot je zdaj. Težjim invalidom v tem smislu, za nas je kvotni sistem ni v ničemer pripomogel. Ja, ni, ali pa seveda, ker imajo pač podjetja tudi možnost, da plačajo skladu za spodbujanje zaposlovanja, če ne izpolnjujejo kvote. Ja, ampak to kvoto pa tudi zapolni z lažjimi invalide, ne? Ali pa z lažjimi, ja. Pri tretje kategorije in podobno. Začenja pa tudi ta razpored kvot je, recimo, za državne službe najmanjši. Ti si delaš, ne? Mislim, tudi to ni zelo, zelo narobe zastavljeno. Ja. Zanimivo. Potem... Dušan, lahko še eno vprašanje? Izvoli. Anja, zdaj, ko delaš to raziskavo, to se pravi, to je teorija, a imaš tudi kakšno lastno izkušnjo okrog tega? Si že kdaj poskušala zaposlitev poiskati? Ja, in tudi kar naletela, bom rekla, na take zelo stigmatizirane odzive, kar pa seveda pač vemo, je pač tudi seveda, bom rekla tako, posledica še vedno, kakšna je percepcija recimo oseb ali pa invalidnosti še vedno v današnji družbi, kot nekih posameznikov, ki so pasivni, nezmožni za neko določeno delo. Tako da sem poskušala, vmes, ko sem eno leto, se pravi,
med absolventom, pa preko, ko sem se na doktorski vpisala. In takrat je bil tudi kar en dosti tak slab odziv. No. Pa je v bistvu šlo zgolj za študentsko delo, no, če sem iskrena. Ampak še vedno, mislim, da je to kar realnost, no, še vedno. Ja, nažalost. Dušan, Ja, izvoli, Joža. mene pa zanima, Anja, a si pa šla saj do kakšnega razgovora ali pa, da bi saj probala delati na takem delovnem mestu? Prav zaposlitve nisem še iskala, ker pač, veš, mi študij še toliko časa vzame, tako da to nisem še poskušala. Ker v bistvu, se pravim, trenutno večinoma časa namenim za svoj študij, ne. To se pravi, to študentsko delo je čisto enak odziv bil, kot če bi... Sej v bistvu, no, sej ja, za študentsko delo, ja, nekje sem naletela na pozitivne, nekje na, ampak sej... A preko študentskega dela si delala kaj? Ja, sej tudi če delam, ne. Aha. Ampak, tako, no, se pravim, različno. Dobro, dajva nekako lepšo temo iti, ne. Ta je kar, mislim, nasplošno, kar sem jaz... Ja, pa sej realna je, kaj? Se pravim, kar sem jaz na zvezi, ne, zdaj bo točno 23 let, v bistvu skozi poznam to, okrog tega zaposlovanja se gremo in teh zadev in je prav žalostno je, ne, ker moje izkušnje so pa tukaj, ko sem imel sodelavce, ko imam sodelavce slepe ali slabovidne, so pravzaprav precej pozitivne, a ne. Tako da tukaj bi res bilo treba res malo. Ne, res bi bilo treba. Sej tudi zaradi tega sem v bistvu zelo vesela, sem ravno kakšne pol meseca nazaj, mi v bistvu so mentorica omogočila, da ravno na to temo zaposlovanja oseb z invalidnostjo je bilo v bistvu uvrščeno spet v kurikulum na Fakulteti za družbene vede, kjer sem tudi sama v bistvu prvič imela predavanje ravno na to temo. In smo se na koncu, prav s to mentorico sva se menile, pa sva rekle, glejte, saj na koncu bo lahko 5 izmed teh študentov, ki jih je tukaj bilo, bodo nekoč ali v kadrovski ali pa zaposlovali. Pa pač bodo imeli nek drugačen vidik oziroma percepcijo, kaj recimo neka oseba z invalidnostjo je zmožna, katere prilagoditve so možne, katere olajšave. Tako da meni je že to nek tak, bom rekla, kar velik korak, no. Tako da, da je neka taka tematika, problematika uvrščena tudi že na v bistvu predmetnike, se pravi fakultet. To se pravi ozaveščanje in ozaveščanje. Ja, točno to. In sem bila res vesela, no, ko mi pač mi to možnost dala. Pa mi je rekla, pač, da drugo leto kar naj računam, da spet. No, meni je všeč, no, to, da bi rekel takole trmoglaviš v pozitivnem smislu, ali, ker drugače to verjetno res ne bo šlo, ko da bo treba nekako ljudem dopovedati, da pravzaprav bo družba kot taka bo mogla sprejeti, ne, tudi slepe oziroma invalide, ne, v svoje zaposlovanje, v politiko in dejansko. Ok, v prostem času se rado ukvarjaš s športom. Pa še nekaj, Dušan. Ja, izvoli, Brane. Drugo plat te zaposlitev, ne, bo naše tole, mislim, da je nujno pomeni, da pa tudi interes za samo zaposlitev med invalidi in slabovidnimi ni tolikšen, kot bi človek pričakoval, ne. Ena od razlogov je v tem, da je skozi socialne transfere dokaj visoka varnost zagotovljena, ne. Za slepe, če gre potem v to kategorijo, da ni sposoben za delo, to si marsikdo... Konjenica napada. In to si marsikdo zrihta, ne. Ima potem pomoč z varstvenim dodatkom 592 evrov plus 300 evrov dodatka v pomočni postrežju, pride na 900 evrov in to ima marsikdo dovolj. Socialni transfer, a to je socialni transfer, res? Denarna socialna pomoč za varstvenim dodatkom je 592 evrov, ki ga dobijo tisti nad 65 let ali mlajši, ki niso sposobni za delo. Plus 300 evrov DPP, pa pride na 900 evrov. In to marsikoga
destimulativno vpliva na Ja, seveda. željo po zaposlitvi. Ja, in pride do neke vrste pasivizacije v bistvu posameznikov, da se sploh ne vključujejo na nek trg dela ali pa iskanje zaposlitve. Tako. To se pravi, če bi slučajno uvedli univerzalni temeljni dohodek, bi se verjetno srečevali z istimi problemi. Zna biti, ja. Ja. Ima to nevarnost. Ja. Aha. No, seveda, sej v bistvu pravzaprav, če imaš za preživetje, pol ne rabiš v bistvu. Ja, pa še malo na šverc naredijo zraven. Ja. Pa je. Ja, in je to. Ja. No, dobro, kdor lahko, a ne. Dobro, tek, plavanje, Anja. Ja, vse pomalo, kar se da. No, Čeprav zadnje leto pa res hribi. Je bil ta projekt, tako da res. Ja, mi smo imeli pogovor z Jurčkom pa z... je bil, super. Ja, 2 tedna nazaj se mi zdi, da smo imeli, in povej pa še ti, kako to zgleda iz tvoje perspektive. Super zgleda, to res, če koga hribi zanimajo, kar ne pride z nami. Pa so tudi kakšne lažje ture, ene težje, tako da res je fajn, ker od začetka dobimo tudi opis poti, potek, kak bo teren, vse, da si res lahko predstavljamo, kar je nam pač zelo pomembno, in tudi organizacijsko super, zrihto je avtobus, spremljevalce, ki so izkušeni, ki imajo usposabljanja tudi prej, tako da res, bom rekla, en lepših projektov, v katerega sem vključila. To je super, ja. Potem rada potuješ, na Etni si bila celo, ne? Ja, na Etni sem pa bila, to bi pa mogoče tudi omenila, je ena organizacija, ki prav organizira počitnice za slepe in slabovidne. In je, se pravi tako, da v določenih državah ima destinacije, ne vem, Tajsko, Tenerife, Sicilija, v bistvu je samo prideš na letališče in tam te že takoj poberejo, ti, ki organizirajo, in imaš potem tekom celih počitnic spremljevalce zraven. Kako pa je ta organizacija? Seable Holidays, Seable Holidays. Seable Holidays. En se v bistvu poznam, en fant z Velike Britanije to je organiziral. Tako da res taka fajna zadeva, ker potem dostikrat tudi grejo recimo sam prijatelji, ne vem, brez recimo nekega videčega ali pa tako, recimo jaz sem tudi šla z Mašo, in sva same šle, pa pač jaz ne vidim, ona ne vidi, ampak so se znašle. No, Zlatka, tako, ja. Ja, gor na Etni je fajn, vroče, pa Etna še bruha, ne? Nema, nič ni bruhala. A ni bruhala? Ne. Ampak ne, res zelo fajn. Ne pozabno, ker si v bistvu tam sam, pa tudi tako zelo prilagojeno dobiš hiške, so dostikrat tako ob morju ali pa tako in ti točno naučijo, tudi do morja ali pa tam in pol je res tam, ko rabiš, pač pokličeš oziroma, ko se zmeniš, da greš še kaj okrog in to je res super. Kje na Siciliji si bila? To je pa že, a veš, da ne vem. Čakaj, Catania po moje. Catania, ja. Catania, Taormina, pa... Ja, okej. Da mi je luštno, ko v bistvu začne Etna bruhati, potem pa vsi grejo na razgledne točke in rečejo, lej, Etna bruha. Ja. Vem, ja. Dobro, Zlatka, izvolite. Ja, meni zelo interesirajo ti pohodi pa ta potovanja, izredno. Sam jaz sem, ne vem, v vašo družbo verjetno jaz kaj dosti naspadla, ker sem že toliko starejša. Sam jaz lahko rečem, da sem ogromno kilometrov sprehodila, jaz sem pač v Franciji in smo to imeli tudi organizirano, pa tako, jaz sem imela zmeraj spremljevalca zraven, ampak vsekakor kilometre in kilometre sem nabrala, ampak vseeno pa niso bile tako visoke ture, kar me pa tudi to malo interesira, pa me zanima, če je možnost kakšna, ki zraven pride takole. Ja, seveda. Ampak sem starejša, To ni važno, sem mlada po srcu. A veste, to je sneva. Tole, boste enkrat prišla, pa veste, se po moje tudi fajn, da pridete na kakšno srednjo, pa potem vidite, a veste, kako vam gre, kako se ujamete recimo z spremljevalcem, ko dobite, in potem počasi, a veste, da se pripravite tudi za kakšne te bolj zahtevnejše.
Tako da, jaz mislim, da kar pridite, itak zdaj po moje spomladi, ali pa, ko ne bo več teh, da bojo prepovedali, organizirani. Jaz mislim, da je kar super, da prijete zraven, no. Ja, kje pa dobim vezo, da jaz to malo pokličem? Ja, dajte vi pa kar meni napisati. Ali pa če pokliče na Planinsko zvezo Jurčko Novaka. Ali pa, no, tako, super. Ja, Jurček Novak to organizira in pokličete na Planinsko zvezo in bo on vam to vse... A to je Ljubljana? To je Ljubljana, ja. Po tistem pogovoru z Jurčko Novakom je še celo mene malo se me za prsti oziroma noge zasrbele, tako da mogoče se še bom še kdaj pridružil. Zdaj povej, zaljubljena si v Kubo? Ja. Te v Kubi malo. Ja, to je bilo pa eno moje najljubše potovanje. Šla sva pa v bistvu s prijateljico in meni je v bistvu kultura, ljudje, odprtost, tako res bom rekla nov svet. Sveda se te dotaknejo, tudi bom rekla tako, vidiš zelo ljudi, tako zelo težkimi zgodbami, ali pa nikoli ne bom pozabila, ko sva eni družinci sva šle, pa je ena gospa res tako zelo lepo rekla, je rekla, a pač imate za sabo kaj več oblačil, pa da me nama lahko dasta. In midve takoj naslednji dan, itak vzameš za sabo na potovanje, izmeri kaj, kar ne rabiš, ne. In sva res probale vse, kar nisva rabile, čim manj, da sva ji res dale družinci. Tako da res, in ko se je ona nama zahvalila, kakor da bi me prinesle zlato. Pač res, ko vidiš, v bistvu, ne vem, zelo mi je bilo všeč tudi ta njihova preprostost, kako v bistvu oni živijo z dneva v dan, kako, a veste, eni tudi za hrano niti nimajo in kako v bistvu res probajo ti vsak trenutek probati užiti tako, ko je, ker ne vejo, a naslednji sploh, tako res, tako bom rekla, res neko pristno veselje in srečo občutiš ob teh ljudeh. Pa imajo res zelo manj, a ne kakor tukaj v Evropi, ne pa v kapitalizmu. Znajo se česa veselita, ne da? Imajo se, ja, tako. Res nek tak občutek, ki ga tukaj, bom rekla, ga moraš dostikrat prav iskati, da ga najdeš, ne. Si zaslepljen z vsemi temi trendi kapitalizma, pa ne. Kaj pa Azija? Azija, ja, to je bila pa tudi kar zanimiva. To je bila pa, se pravi, sem šla pa na Tajsko in Kambodžo. In v bistvu tudi zelo super, ampak mene Azijci pa moje ne vidijo več. Zelo sem nek tak, ne vem, nisem jih začutila. Jaz zelo, ko potujem, v bistvu itak slabše vidim, se pravi, dam bolj zelo na občutke, na kako občutam ljudi, njihovo kulturo, odprtost. A imaš občutek, da so videli, da si dolarji na dveh nogah? Vse to tudi, ja, ampak še bolj tako, ne vem, nisem začutila nekega, ne vem, ni mi bilo neke pristne, ko bi rekla, ko človeka spoznaš, ki se pogovarja, ne vem, ni mi bilo, bolj tako zaprti, ne vem, tak občutek sem jaz imela, no, se lahko... Anja, a so mogoče si imela občutek, da so te bolj postran gledali, ker Azijci že tako postran gledajo? Ja, to je itak, ja. Slabo vidiš, misliš, da so bolj te zaradi tega še postran gledali? Sej možno, jaz sem to bolj tudi razmišljala, ne, jaz ne vem. Možno, vse možno, ne. Ne vem. Čeprav, ne, jaz bi rekla, da je bolj nasplošno, da mi ta njihova azijska kultura ne odgovarja, bolj tako bi bolj rekla. Čeprav zna biti tudi, kako oni to gledajo, ne vem, se lahko vse pomalo, a ne, se različno, a ne. Ja, a lahko, jaz sem bila na Tajskem. No, in kakva je bila izkušnja? In Kambodžo sem tudi dala skozi. Ja. Ja, glejte, najdeš ljudi taki in drugačne, a ne? Ja. Jaz sem imela dobro izkušnjo, no, v tem. Ja, kljub temu, da je pri meni se sploh vidi slabovidnost, ne mislim, se je, kar pač še vidim, ne, ampak sem imela občutek, da ko so mi videli, mene so pač oči mobil gledali in je vidno, ne, in sem mogoče na to mečkan več dal, kakor pa recimo vas, ko ste pa videti normalna, ne, mislim, kot jaz, kar pač, ja, no in ne vem,
Kambodža je res malo bolj bila res, postrana, ampak Tajska se mi pa zdela kar nekako pa sprejemljiva, no, tako da ne vem, tlele najdeš ene in druge ljudi, no. Ja, sej to, ne, ja. Ja, sej to, možen je tudi, da moja hči, ki je pač bila že večkrat pol okrog in je mogoče tudi poznala kraje, a ne, kamor se lahko bolj zatečeš, pa je bolj, a ne, to, ampak je pa res... Jaz mogoče tudi, a veste, kaj je bila pri meni tudi razlika, ne? Vse druge države nekako, ko sem bila, recimo, ne vem, Kuba, Avstralija, pa te, ne, sem lahko si za španščino ali pa angleščino pomagala. Zdaj tukaj, ne, je pa šlo res za ta v bistvu nek, v tej, bom rekla, jezikovna razlika, ne. In bom rekla, tako, ko je nekaj zelo težko se potem približaš ljudem in jaz to zelo, tako bom rekla, kar začutim, no. In mogoče tudi to mi je manjkalo, no, pač, ja. Ja, to je res, kakor oni začutijo, nasprotje se ti umakne, ali pa, to je to, ja, s tem se strinjam, ja. Tako, hvala. Ja, več barijer imaš, težje je, ne? Ja, težje, ja. Jaz se mogoče za vas slabovidne, ne, oziroma slepe, pa to še težje, ne, ker... Komunikacija, ne? Komunikacija, ja. Ne moreš kazati, pa mežikati, pa... Ja, čeprav ne, enkrat z mano na Tajskem je najbolj skomunicirala opica, ki me je ugriznila. Tudi to je... No, tudi na Zvezi slepih si aktivna, ne, te razne tabore za mlade, oziroma si bila, ne? Ja, to kot prostovoljka poskušam, če imam čas, da pomagam res z veseljem. No, te bomo še porabili. Ja, ne to. Pa lahko jaz Dušan še nekaj v zvezi s potovanjem. Ja, se meni zdi počasi manjkuje vprašanj. Zdaj, Anja, ti sicer nekaj še vidiš, ne vem zdaj, koliko je ta tvoja vidna, a ne, pozicija, ampak recimo jaz tudi rada precej potujem, nimam toliko izkušenj kot ti, ampak veš, recimo, prej, ko sem videla, recimo, seveda je bil ta užitek, ko si na cilj prišel, pa tako naprej, zdaj, ko pa recimo ne vidim, je pa prav ta pogled, ta vtis, ki si ga bom ohranila, odnesla domov, manjka. Recimo, kaj zdaj, a rabiš ti tudi opis, da ti še nekdo doda? Ja, seveda, ja, seveda. Jaz v bistvu... vidim tako, lahko tudi kdaj vidim nekaj, kar ni, ne. In res, dostikrat, ko v bistvu potujem, za zelo ogromno stvari vprašam pač, da mi opišejo, če se le da, zelo mi pomeni, da se lahko tudi dotaknem stvari preprosto. Res zelo bolj to, no, kakor vizualno, pač. Trenutno, no, ko še pač, recimo, ja, ko pač vidim, ne, imam, ne, še kombinacijo, se pravi, zelo tega občutka, dotika in se pravi vizualno, ne. Ampak ne, rabim pa res, ja, podrobno, barve, oblike, ker to je pri meni vse zamegljeno, ne. Ali pa tudi dlje, ko je, ne, ali pa da so recimo, ne, ker se ne da niti zraven nekje priti. To pri meni pač ne vem, kaj gledam, ne, dokler mislim, če nek ogromen grad, že vidim, da je grad, ampak pojma nimam, kaj je na njem, ne, recimo. Recimo, meni se recimo, prav iz tega vidika sem jaz potem, če glih ne maram nekih skupinskih potovanj, ampak prav zaradi tega, ker je vodič, ker razlaga, sem potem dojela, da je to za mene veliko bolj primerno, ker če ne tisti, ki je z mano, ljubi Bog, nima od tega potovanja nič na koncev, če ti mora neprestano, mislim, biti on tam in spremljevalci in vodiči in ne vem kaj še, ne. Ja, to res je. Nejc, izvoli, Jernej, izvoli. Mene pa zanima, kako si sprejela to potovanje z letalom, to je malo taka nenavadna zadeva, saj meni osebno. S takim manjšim sem potoval ne potoval, tako imel razgled pač nad Piranom pa morjem, ne. To me pa zanima, kakšno izkušnjo imaš, kako si Ja, veš kaj je, jaz nikoli nisem imela strahov, v bistvu, pri meni je dosti tako, da pred mene bolj kot nekaj neznano, bolj me vleče. Nikoli ni bilo nekega
strahu, recimo. Sem ga pa občutila, ravno ko sem šla, recimo se spomnim zdaj v Maroko, so bile zelo močne turbulence in tam je mogoče prvič, da me je stisnilo, pa da ja, začneš misliti vse možno, ampak načeloma pa drugače jaz z letali ne občutim nelagodja ali pa tako. Res sem, tako, v bistvu me privlači, no, ker vem, da grem nekam, kjer ne poznam. Tako da, Fajn. a veš, to je vse v bistvu, ja, ne, a veš, ampak jaz mislim, da če si šel z tem malim, ne, da lahko poskusiš tudi kar z večjem, ker se boš počutil sam še bolj varnega, ker je večje, manj občutiš teh turbulenc in vsega, tako da res je. Goran, izvoli. Goran, klopi mikrofon. Goran. Ja, tukaj. Evo, izvoli, roko si zvemo. Ja. Prav lep pozdrav vsem skupaj. Mislim, tako prijetno je poslušati, ker ima Anja tak pester besedni zaklad in ker tako živahno govori in prav čutiš to njeno mladost in razgledanost, tako da mi je kar nerodno bilo zdaj se vključiti pa to, da je, ker ne znam tako dobro govoriti. Pa bi pač vprašal se malo, da se vrnemo pač na prejšnje teme, še neko je gospod Brane omenil, kakšen je pri nas trenutno socialni transfer in dodatek in tako naprej. Če se mogoče približno ve, kak je to pri naših sosedih, tak, če za primerjavo Italija, Avstrija, Hrvaška recimo, pa nasplošno tudi glede tehničnih pripomočkov, asistence in tako naprej, kako to zgleda pri sosedih? Zdaj za socialne transfere, recimo za Italijo vem, da prejemajo, za Španijo recimo vem pa za Italijo, da prejemajo kar zelo visoke, tudi tam do pač 1000 evrov, ne. Zdaj za Hrvaško pa te podrobneje ne vem. Glede osebne asistence pa v bistvu ne vem, ker nisem toliko na tem področju, no. Lahko pa, če vas zanima, tudi bom šla kaj prebrati, pa vam za naslednjič povem, ali pa da vam napišem. Ker nisem pa, veste, osebne asistence pa to trenutno ne preučujem, no. Tehnične pripomočke? Za tehnične pripomočke pa vem, da glede nacionalnih zvez imajo pa podobno kot mi, se pravi, da imajo v bistvu razne te departmente, oziroma, kako bi rekla, razne sektorje znotraj nacionalnih zvez, ki urejajo, se pravi, da prejemajo tehnične pripomočke, imajo izobraževanja. Zdaj, točno kolikšen delež je financiran s strani države, pa seveda spet se mogla pozanimati, ne. A veste, nočem vam tukaj nekaj približnih cifr govoriti, ker točno ne vem, ne. A veste, tu so že dosti take specifične zadeve, ne. Vem, da poskrbljeno imajo, zdaj koliko doplačujejo, pa kako točno imajo, pa glejte, vam rajš ne bom, da ne bo kaj narobe, ne. No, ti se lahko pol to tudi druga tema. Kje pa je sedež Evropske zveze? Sedež Evropske je pa v Parizu. To lahko pol drugič gremo. Joža, a si ti hotel kaj vprašati? Ja, jaz sem hotel eno čist banalno vprašanje, ne vem, če to Anja pač ve osebno, naprimer, kako Evropska zveza slepih gleda na take zadeve, kakor jih imamo probleme z okroglimi in podobne stvari. Kaj točno to misliš? To, ko so nam vzeli zemljišče in... Aha, tu pa Evropska zveza nima v bistvu nič pri tem, ker Evropska zadeva gre bolj za to, da v bistvu pokriva, bom rekla, neke splošne potrebe, oziroma slepih in slabovidnih in projektih v bistvu nastavljajo zgolj to. Zdaj neke posamezne problematike, ki se pojavljajo znotraj nacionalnih zvez, so pa v pristojnosti nacionalnih zvez. Hvala. Jaz bi še nekaj vprašal. Izvoli, Dino. Prej si omenila, da imaš rada psihologijo, pa knjige rada bereš. Mene pa ful zanima, če lahko poveš, kakšne naslove knjig, katera knjiga se te mogoče najbolj dotaknila, kjer so take zelo zanimive. Zelo super knjiga je Čutim, torej sem. Je tudi v zvočni obliki. Super.
Kdo je točno napisal, bi mogla pa pogledati. Ja, se bomo že našli. Od Petersona so zelo dobre za osebnostni razvoj, pa tudi take psihološke. Jordan Peterson. Aha, ker jaz pa lih eno drugo knjigo berem, no. No. Katero pa? Placebo ste vi, pa odvadite se biti to, kar ste. In kako sta? Super. No, vidiš, lepo. No, lepo. Dobro, bomo počasi končali. Dušan, bom še jaz nekaj vprašala. Zdaj pa še na eno področje, tudi je takole, tudi kar precej problematično, ki mislim, da bi se ga ali vsaj mislim, da bi se moglo tam začeti. Gre namreč za gospodinjske aparate, ki so čedalje bolj na touch in skratka nedostopni slepim. Recimo, ne vem, ko sem pralni stroj kupovala, je kar že to res neko potovanje v neznano, ker to besedno je res vse na touch. Tako da jaz mislim, Anja, ta tema pa, vas bom pa kar pomirila, ta tema je bila pa ravno v zadnjo novembra, ko sem bila na tem sestanku od Liaison Commission od Evropske zveze in je bilo ravno to je bilo dano na agendo, tako da se bo delalo na tem. No, vse, ker to je zadnji čas, res. Ja. Je bilo izpostavljeno tudi strani drugih držav. Ja, hvala. Še kakšno vprašanje? Anja, ena stara prizadevanje, vsaj tam 30 let EBU-ja, je, da bi poenotili tastaturo številčnico na telefonu, na tipkovnici pa to, ko nekaj enka levo spode, enka levo zgore. In zelo, zelo intenzivno prizadevanje EBU-ja, ampak niso uspeli. Če tudi je izredno, tehnično izredno enostavna rešitev. Sam dogovor, da je recimo enka tu in tu, in niso uspeli, tako da... Aha, zato pa prizadevanja pa nisem vedela. Ja. To je že staro. Je že zelo staro, po moje, ja. Da so že obupali na tem, To so spet oni marketinški lobiji, ne? Ja. Tako da. V redu, dajmo končati počasi, ura je cajt. Jaz bi sam tako rekel, naslednji teden bom imel Marka Čižmana, duhovnika iz Podotika, malo se bova pogovarjala o Božiču, o njegovih knjigah, ki jih prevaja v kuhanju in tako naprej. Upam, da bo zanimivo. A potem kosilo imamo zagarantirano drugi teden? Ja, seveda, v Podotik bomo šli. Ja. Potem zadeva, mislim, da bo 24. na 25. bo nočni program, pa se to bomo še bom upam, da mi bo Lucija Grm sporočila, bo predstavitev pesniške zbirke naše antologije in sem potem jaz naredil, izbral glasbo oziroma razbrala je Lucija, jaz sem naredil spisek naših slepih in slabovidnih sodelujočih oziroma pevcev, skladateljev, tako da upam, da bo to en fajn in dvourni zbor. Po novem letu seveda, da povem, jaz z novim letom odhajam v penzijo, ampak se še na Zoom kavicah se še dobivamo, pa še drugače se bomo dobivali, tako da prvi teden imamo pač teden Brajice, bo cel kup zadev se bo dogajalo, drugi teden je pa 140 let Minke s Cabernet, bo pa razstava v Novem mestu, od koder izvira rodbina s Cabernet, in pa v Kranju bo večer Minke s Cabernet v knjižnici, obakrat, tako čisto na hitro, kaj bomo zdaj en mesec delali. Bi pa tako rekel, bralni krožek bi odprl, če ste za to, bi se tudi v kakšni knjigi kdaj pogovarjali. Zdaj trenutno imam v mislih, sem se že dogovoril, 2 knjigi, to je od Mojce in Janeza Logarja, se bom poslal po mailu. Druga zadeva je, pogovarjali bi se o celjskih grofih,
ker imamo eno čudovito knjigo o Barbari Celjski. Ja, tista je dobra. Manj znana, no, in včeraj sem govoril s prevajalcem knjige in je bil, kot bi rekel, ful navdušen zadevo. In tako da bi tretja zadeva je pa od Irene Mihelj bi se pogovarjali o mrtvem teku. Tisti bi pa pol mogoče junija naredili tik pred Girom, ker je knjiga, ki dejansko vsebuje, opisuje to Tour de France, ne, oziroma Tour de France, ja, pardon, ne Giro, Tour de France, ja. Tako da zdaj povejte, ne, ste za to, da bi malo brali, pa da se pol malo pogovarjamo o tem? Ja, smo. Ja. Tako da, ker dejansko jaz, ko sem delal 23 let, ko sem delal, kdo Marko? Kaj je to zdaj? Nekdo še razum. Halo, kdo mi to še razum? V glavnem, kaj je zdaj to? Ja, nekaj se je pojavila. Ja. A bi to po novem letu začeli, potem, ko boš cajt imel, ko boš v penziji, bomo brali. Tako bomo brali, ja. Stop share, evo ga, zdaj ne vem, kdo je to, zdaj share. V glavnem, bomo pol to ponovno leto bomo brali, ja, pa bi se pogovarjali z avtorji in te zadeve. Ker jaz, ko sem bil knjižničar, sem pač pogrešal ene bralne klube, pa zdaj pa Zoom pa to omogoča, da vsi iz Slovenije bi brali, a ne? Ok, po se zmenimo. Dušan, kaj pa za Silvestra, tisti 31. bo Zoom bo ali kako bo to? Ne, 31. pa ne bo. Aha, ok. 24. bo, potem pa spet pride Zoom prvi vikend v 7. januarja, pogovarjali se bomo o Brajici, 14. se bomo pogovarjali pa o Minki iz Cabernet, dobil sem celo dva, ki se jo spomnita, tako da bomo pol malo se o njej pogovarjali in take zadeve. Kaj pa, a tekmovanje v Braja tako bo ali bo to odpadlo? Ja, to sem pa zdaj razmišljal, da bomo imeli 11. bo predstavitev knjige Vinka Möderndorferja Sončnica, ena mladinska zadeva, ko je spet ta Alenka Veler, urednica, in da bi mogoče se dobili tukaj ali pa po Zoomu, da bi pa malo brali to knjigo Sončnice, da bi malo tako popestrili. Bi bilo to neke vrste tiskovna konferenca pa srečanje ljubiteljev Brajice. Jaz pa takrat imam pa dvig zobarja, jeben ti. Ne, takrat ne. 11. januarja si tako, ja, tako. Ti, Dušan, da bi kar dol prišli v Ljubljano. Ja, če bojo pogoji, jaz bi to najrajši naredil, saj Alenka Velerjeva, urednica pri Mladinski knjigi, me je tudi spraševala, če bo to po Zoomu ali v živo, pa sem rekel, če se bo le dalo, bi se pa že dobili tukaj. A je tudi to v Braja ta knjiga ali kako? Ja, je. Še ni na izposoji, ampak je že tam le bo vsak čas prišla v izposojo. Koliko časa pa to traja, da pride na izposojo? Kako je to? Kako je s tem? Ja, to tudi zdaj težko rečem, ker treba je najprej knjigo dobiti, potem je treba prepisati, potem pa natiskati. Zdaj, verjetno prej kot v kakšnem mesecu dni je težko Brajevo knjigo prilagoditi. Treba je digitalno očiščeno besedilo pripraviti, zato da gre potem v tiskarno. Tako, bravo Slavica, hvala. Poslušaj, Dušan, padlo mi je iz spomina, kaj sem te hotela vprašati. To sem hotela vprašati, a bo od Möderndorferja knjiga, bo to ta varianta, ko bo spet išla v zvoku Brajci hkrati? Ja, knjiga je šla že tekom leta, ampak mi smo do konca leta smo jo pol prilagodili in pol bomo tudi nekako sem jaz sforsiral, da sem rekel, da bi bilo fajn, da to naredimo, glede na to, da je Alenka Velerjeva zelo navdušena nad sodelovanjem. To je ta urednica Mladinske. Tako, lani smo naredili istočasno Simono Semenič, letos smo naredili Vinka Möderndorferja, ampak smo spet malo zamudili, ampak načeloma je ona predlagala to knjigo in smo jo priredili.
in bi bilo fajn, da to malo gojimo tole zadevo, ker imamo pač pri mladinski knjigi, sicer zaenkrat samo pri mladih, a ne pri mladinski literaturi, ampak mogoče bo tudi preskočilo, kdaj pa bomo lahko kdaj dobesedno nekoč v prihodnosti to, kar se dogaja, a ne, da se bojo knjige izdajale istočasno z črnem tisku in v zvoku in v brajici, a ne. In bil to tudi, recimo, no, jaz o tem sanjam, a ne. Kako si rekel, Dušan, da je naslov te knjigi? Sončnica. Sončnica, a to je mladinska knjiga? Mladinska knjiga je taka, zelo zanimiva zgodba je in je fajn za brati, ja. Vsako sodelovanje potrebno vzdrževati pa delati na njem, a ne, tudi če ostane samo to, ker karkoli razreši, težje nazaj vzpostaviti. Ja, tako. Dobro, okej. Lejte, lepo je bilo danes, Anja, kje si? A si še prisotna? Si še? Okej. Še pa tukaj. No, tudi tam je Anja, ja, Anja živijo. Evo, dve v Žalec. Danes sem malo pozabil na te. Nič hodga. V glavnem imel sem drugo Anjo, ja. Skratka, v redu, Anja, hvala ti, da si prišla, da smo se pogovarjali. Priznam, da sem bil kar malo, me je bilo kar malo strah tega pogovora, a ne, ampak sva speljala, a ne. Upam, Anja, da še bova kdaj kako varianto našla, da bo še kaj predstavila iz svojega zanimivega področja. Kakšno predavanje lahko tudi naredimo iz teh zadev, ker področje, ki jih pokrivaš, je ogromno in zelo zanimivo. Meni je bilo zanimivo te poslušati, kako pripoveduješ o teh svojih stvareh, ne, upam, da se tudi drugi strinja, ne. Tako da, Anja, jaz ti želim veliko sreče na tvoji življenjski poti. Oglasi se še kaj, no, z veseljem se bom podružil s teboj. Pridi kdaj v knjižnico na kako kavico. In vam pa tudi, bom rekel, hvala, da ste bili in da se vidimo naslednji teden v petek ob 10. Na Zoom kavici. Pa malo prej pridite, no, da me ne bo skrbelo. Enako vam in Anji, hvala lepa. Ja, hvala vam. Anja, lepo. Srečno, upam, da se še kaj vidimo. Vsej družbi en lep pozdrav. Vsem skupaj srečno še v novem letu.